No, prišli smo do 5. zaključnega dela tega kratkega svetopisanskega tečaja, kako pravilno razlagati svetopismo. In danes si bomo ogledali nekaj o konkretnih orodjih. In za začetek je mogoče dobro čisto na hitro se spomniti na pot, ki smo jo prehodili. Najprej smo naredili nek uvod v tem, kaj je svetopismo, in smo rekli, da je to Božja beseda, ki ima dve naravi, tako kot ima Jezus dve naravi, ima tudi svetopismo, božansko in človeško. Rekli smo, da je navdihnjeno in navdihujoče, da se pravi Božji duh deluje na obeh straneh, tam, kjer je bilo napisano, in zdaj, ko ga beremo. Rekli smo, da svetopismo spada v učenčevstvo, da je to njegova domovina. Opozorili smo pol na par nevarnosti napačnih razlag. In no, potem v naslednjem delu smo se ukvarjali z etiko branja svetega pisma. In to je res zelo važno, zato ker etika je ključna pri celem temu, da rečem, projektu branja svetega pisma. Naša drža, to moramo skozi preiskovati sebe, s kakšnim srcem pristopamo. Rekli smo, da mora biti branje svetega pisma projekt, v narekovajih, ljubezni, delo ljubezni v odnosu z Jezusom in tudi v odnosu s besedilom, da moramo pristopati ljubeče, če hočemo prav dojeti, kaj je v teh besedilih. In drugo, seveda smo omenili to ponižno držo, ki se pusti poučiti, ki se pusti spremeniti, ki si dovoli, da se stvari, da nas svetopismo dejansko nauči kaj, kar nam mogoče tudi ni všeč. Potem pa smo rekli, da kot pri drži smo tudi rekli, pri etiki smo rekli, ne smemo udomačevati težkih mest in tudi sprejeti moramo dejstvo, da svetopismo govori z različnimi glasovi, ki so včasih majčkeno nasprotujoči tudi. No, potem v 3. delu smo pogledali makro vidike oziroma orodja, pogledali smo to veliko zgodbo, kaj je svetopismo, izpostavili smo Jezusa kot središče, to Jezus, njegovo osebo, njegovo delo, njegov križ, njegovo vstajenje, evangelij kot jedro svetega pisma, ki razlaga vse ostalo. Majčkeno smo povedali o razmerju med staro pa novo zavezo, med že pa še ne. Govorili smo o celoti svetega pisma, da je treba zmeraj gledati na celoto, ne na posamezne vrstice. No, potem smo pa še v 4. delu pregledali mikro orodja, ki smo govorili o piscu, se pravi, pogledajte treba, kdo je pisec, kaj se njemu dogaja, kaj je njegova zgodba, pogledajte treba, kdo so prejemniki določenega besedila. In potem pri samem besedilu smo povedali par stvari, na kaj lahko gledamo, na kaj smo lahko pozorni, in seveda smo poudarili, da je kontekst kralj. No, zdaj nam pa preostane še, da si v tem 5. delu pogledamo konkretna orodja, ki nam pomagajo pri pravilni razlagi svetega pisma. In zdaj, mogoče majčkeno presenetljivo, bom kar začel s prvim orodjem, ki je cerkev, oziroma skupnost, oziroma občestvo Jezusovih učencev. Zakaj je to orodje? To je orodje v narekovajih, ker cerkev seveda je živ organizem, je živo telo, ni orodje, ampak je bitje. No, ampak, ker se tiče svetega pisma, moramo se zavedati najprej tegale, da sveto pismo se vedno dogaja v skupnosti in prvo konkretno orodje zdaj, če se postavimo v vlogo, da smo z enim odlomkom in ne vemo glih, kaj bi z njim, prvo, da vprašamo lokalno skupnost. To je najbolj naravno mesto, kjer se pogovarjamo, kjer odkrivamo, kaj je res pomen svetega pisma. No, in tukaj že takoj vidimo, tisti, ki imamo izkušnjo branja učenčevskega v 3/4, kako se razlaga, zgradi dejansko iz večjih ust, iz večjih src, iz večjih duhov. Se pravi, prvo orodje za razlago je naša lokalna skupnost, tam, kjer smo. In tam preverjamo svoje razumevanje, tako kot se v skupnosti preverjajo preroštva po svetem pismu, tako se preverja tudi razumevanje svetega pisma. In tukaj ni en, ki je pameten, ampak sveti duh je dan skupnosti. No, ampak širš kot to je pa tudi celotna cerkev, celotno Kristusovo telo, in to kar celotno Kristusovo telo vseh časov, vseh področji, vseh izročil, vseh denominacij. Se pravi, vsi Jezusovi ljudje, vsi novorojeni Božji otroci iz vseh časov in krajev. In vse, kar bomo
poznaj še danes povedali, se navezuje ravno na to, ker seveda Bog je Sveto pismo zaupal svoji skupnosti, ne enemu delu skupnosti, ampak celotni skupnosti, vsem, ki verujejo, tudi ne eni organizaciji ali pa inštituciji znotraj Kristusovega telesa, ampak vsem, ki res hočejo hoditi za Jezusom. Se pravi, ja, z njimi moramo biti tudi v dialogu, kolikor se da. Ne? No in še posebej se moramo spomniti, da je Bog prav posebej kot darove po Svetem duhu v cerkvi dal tudi učitelje. Učiteljska služba je ena od 5 velikih služb, glavnih služb, ki jih Kristus daje svojemu telesu za izgrajevanje telesa. In se pravi, ljudje, ki so prepoznani za učitelje, ja, dobro je, da jih poslušamo. Ne? Seveda, tudi če se ne strinjamo z vsem, tukaj pa zdaj smo spet na etiki, pravzaprav na drži, ki jo moramo zavzeti. Tudi če se ne strinjamo z vsem, kar določen učitelj ali pa pisatelj, pisec govori, je pomembno to slišati in je pomembno se spoznavati s temi različnimi pogledi na to, kaj lahko Sveto pismo pomeni, kaj lahko določene odlomki pomenijo in tako naprej, ker tako se učimo, tako rastemo. Seveda moramo po drugi strani se zavedati, da noben od nas ni nevtralen in vsak od nas ima svoje leče svojega izkustva, leče svojega okolja, leče svoje skupnosti, svoje tradicije, izročila, doktrin, ki jih propadam tako ali drugače, te smeri krščanstva. Tega se moramo zmeri zavedati, noben ni svoboden od tega in seveda, ko poslušamo druge, se moramo tega zavedati, pa moramo biti hkrati ponižni se zavedati, da jih imamo tudi mi te leče, vsak od nas in je zelo dobro biti tukaj spet zauzeti to ponižno držo, ko se pogovarjamo z drugimi brati in sestrami glede Svetega pisma. Ja, pa še to bi mogoče omenil, da kar se tiče Svetega pisma pa cerkve, se zdi, da tudi tukaj, ja, velja tisti, kaj duh govori cerkvam. Sveto pismo je ogromna knjiga, tudi že sam Nova zaveza ima veliko enih stvari in vemo, da v različnih dobah je Sveti duh, bi rekel, podčrtil z unim rumenim markerjem različne stvari. Ne? V različnih dobah so bile različne stvari pomembne. V prvih stoletjih je bilo zelo pomembno narava Jezusa, kdo je on. Sploh, predvsem zaradi raznih debat z gnostičnimi gibanji in tako naprej. Recimo v času reformacije je bilo zelo pomembno vprašanje odrešenja po veri in so ta besedila bila toliko pomembna. In tako naprej. Danes se zdi v zadnjih 30 letih, da Bog podčrtuje stvari, ki se tiče učenčevstva, da je to nekaj pomembnega, kar je treba na novo usvojiti in prakticirati predvsem na nivoju celotne cerkve, celotnega Kristusovega telesa. Se pravi, prvo orodje je cerkev in zdaj v narekovajih orodje, no, vsa naslednja orodja, ki pa so res orodja, so pa seveda produkt cerkve. No, zato sem moral začeti s tem, ker vse, kar bom zdaj naprej naštel, različne prevode Svetega pisma, študijske izdaje, konkordance, slovarje, komentarje, vse to je seveda produkt cerkve. Vse to so naredili ali pa delajo naši bratje pa sestre na različnih krajih in v različnih časih, tudi zgodovinskih. Se pravi, vse, kar sledi, je v nekem smislu dialog s to širšo cerkvijo, s celotnim Kristusovim telesom. No in zdaj, če gremo na konkretna orodja, moramo najprej seveda omeniti različne prevode Svetega pisma. Prevod Svetega pisma je eno delo, ki zahteva ogromen časa, energije, tudi ogromen enega zelo strokovnega znanja, po drugi strani pa, če hočeš, da je to dobro, pa tudi ogromno molitve in iskanja Boga. In za vsakim svetopisanskim prevodom so na tisoči ur dela, študiranja, raziskovanja in vsak, ali pa skoraj vsak, no, večina svetopisanskih prevodov ima vse ogromno ene modrosti, znanja, spoznanja. In vsak pa na mal svoj način. Se pravi, prvo tako praktično orodje, ki bi vam ga izredno toplo priporočil, je enostavno primerjanje različnih svetopisanskih prevodov. In tukaj bi pa takoj tudi povedal, da se svetopisanski prevodi v grobem ločijo v dve skupini. Ena
so dobesedni prevodi, druga so prevodi po smislu. Tukaj ne velja, da je en prevod boljši, drug slabši, ali pa en način, en tip boljši od drugega. Ne, tukaj velja to, da je določen, recimo dobesedni prevodi so boljši za neko zelo natančno študiranje ali pa iskanje besed, medtem ko prevodi po smislu so pa dosti boljši za branje daljših odlomkov, sploh pa za spoznavanje s Svetim pismom. No in zdaj, da bomo šli kar konkretno na to stvar, bi si pogledali, uporabo bom našo spletno stran Biblija.net, kjer si bomo pogledali par različnih prevodov. Jaz to preklopim. Zdaj tole je naša stran Biblija.net in jaz bom zdaj zbral takole. Bom zbral dva dobesedna prevoda, to je SSP, je tukajle, potem pa angleški King James Version. Pa zbral bom pa tudi dva prevoda po smislu, po slovenski Življenje z Jezusom, ŽJ, pa angleški Good News Bible. In bom izpisal 5. poglavje Matejevega evangelija, se pravi govor na gori, v vseh teh prevodih, pa še malo drugače jih bom razvrstil, tlele hočem imeti King James, hočem imeti takole, pa Življenje z Jezusom tukajle, se pravi tako. Zdaj imamo šle 4 stolpce, v prvem je standardni prevod, v drugem angleški King James Version, v tretjem Good News Bible, v četrtem Življenje z Jezusom. In recimo, poglejmo si recimo tole 6. vrstico. Tukaj v slovenskem standardnem prevodu beremo blagor lačnim in žejnim pravičnosti, kajti nasičeni bodo. King James ima podobno. Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Good news ima pa že precej drugače, to je pa prevod po smislu prav. Happy are those whose greatest desire is to do what God requires. God will satisfy them fully. In potem Življenje z Jezusom. Kakšna sreča bo doletela tiste, ki si bolj kot vse želijo, da bi živeli v pravem odnosu z Bogom in da bi Bog uredil svet, kakor je prav. Njihove želje se bodo uresničile. Vidimo, prevodi po smislu razpakirajo določene stvari. Zdaj, v tej vrstici imamo ta koncept pravičnosti, ne? Righteousness v King James. Ne? In zdaj Good News to razpakira, da je to meni delati, kar Bog hoče. In to je legitimno. Življenje z Jezusom, tle smo pa razpakirali še bolj. Si želimo, da bi bili v pravem odnosu z Bogom in da bi Bog uredil svet, kot je prav. Tukaj vidimo, kako nam lahko različni prevodi razprejo pomenske vidike, ki so v Svetem pismu. Pa če pogledamo še za primer še tale vers prej. Blagor krotkim, kajti deželo bodo podedovali. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Tukaj že vidimo, da sta dve prevodni možnosti. Lahko gre za deželo, lahko gre za ves svet. Po izvirniku je oboje možno. Potem pa Good News. Happy are those who are humble, they will receive what God has promised. Ja, tukaj se razpakira, kaj zdaj to podedovati deželo. In tudi tukaj razpakira v tem smislu, da gre za temeljno Božjo obljubo. In še željo, kako srečni so lahko ljudje, ki so se odrekli vsakemu nasilju. Bog jim bo dal v last v svet. Tukaj je krotkost razpakirana kot nenasilje. Pa zdaj ta obljuba, ja, podedovati, ja, da bodo oni res lastniki vsega sveta. Se pravi, tukaj smo imeli zdaj primer, kako nam lahko različni prevodi odprejo enostavno bogastvo pomena, ki je v Svetem pismu in seveda, če ne znamo izvirnika, nam je to bogatstvo nedostopno. Medtem ko različni prevodi, sploh različni prevodi po stilu, se pravi dobesedni in prevodi po smislu, nam pa razpakirajo precej te širine. Tako da to je prvo orodje res za razlaganje Svetega pisma. Jaz to zakon priporočam. Imaš težavo z neko vrstico v Svetem pismu, najprej primeri to vrstico v 5 ali pa 10 različnih prevodih Svetega pisma. Ta funkcija je tudi v aplikaciji YouVersion Sveto pismo, tam lahko zbereš, pritisneš na vrstico, daš primerjaj
in se ti izpiše cel seznam te vrstice v različnih prevodih, ki si jih izbral, lahko si izbereš 50 različnih. In takoj, že tukaj se takoj dosta, recimo, dilem, ki jih imajo ljudje, se razblini v momentu. Tako da dajmo uporabljati to preprosto, pa zelo, zelo močno orodje, ki nam je zdaj na voljo. No, jaz se spomnim, ko sem študiral, ko sem diplomo delal, tega ni bilo in sem v eni knjižnici sem si izposodil izdajo, v kateri je bilo 8 angleških svetopisanskih prevodov, tako v stopcih, in to je bilo tako dobro. Ampak zdaj imamo to na dosegu miškega klika, tako da dajmo to uporabljati. To je zelo, zelo močno orodje, ki nam silno lahko pomaga pri razumevanju Svetega pisma. Potem naslednje konkretno orodje so pa razne študijske izdaje Svetega pisma. V študijskih izdajah dobimo pa tisto gradivo, ki smo ga omenjali v prejšnjih naših delih. Ne. V študijski izdaji Svetega pisma ima vsaka svetopisanska knjiga svoj uvod, kjer se pove točno malo o piscu, kdo je, zakaj je pisal, malo o prejemnikih. Dobimo to širšo sliko, kaj se dogaja v tej knjigi, zakaj je ta knjiga nastala, zakaj gre, katera je zgodba v ozadju te knjige, da bomo lažje razumeli vsebino. Se pravi, tam v takem uvodu dobimo točno te podatke, ki nam bodo pomagali prav postaviti celo vsebino določene svetopisanske knjige. Je to nek evangelij, neko pismo ali karkoli. Potem v študijskih izdajah imamo zmeri tudi opombe, ki nam pojasnjujejo težka pa težje razumljiva mesta. In tukaj smo seveda pri znanju naših drugih bratov in sestra in učiteljev. Pa pogosto imamo tudi reference na vzporedna mesta, se pravi, da ko beremo nek odlomek, nam reference povejo, Sveto pismo o tem govori tudi tam pa tam pa tam pa tam. Se pravi, če hočeš nekaj malo globje razumeti, greš gledati ta vzporedna mesta in se ti sestavi slika, tako bom rekel, bolj 3D. Zdaj, tipičen primer študijskega Svetega pisma je študijska izdaja standardnega prevoda. To izgleda takole, verjetno vsi poznate. Če jo nimate, to vam vsekakor priporočim, ker to je standardna zadeva. Drug, recimo, primer, ki je tudi v slovenščini, je tale zadeva Vodnik po novi zavezi. To so v bistvu uvodi pa opombe iz NIV, New International Version. To tudi obstaja, si lahko dobite, seveda v angleščini pa potem tega veliko. Se pravi, to je naslednje konkretno orodje, študijska izdaja. Potem še naslednje orodje se mu v starih časih rekel konkordanca, to je taka velika debela knjiga, kjer imaš enostavno seznam, kje vse se določena beseda pojavi v Svetem pismu. Danes je seveda to ratalo odveč, zato ker imamo spletne iskalnike in to je podobno kot reference, samo da tukaj gre res na besedo, točno na besedo, reference gre lahko tudi po smislu. In tukaj na ta način lahko pregledamo vsa mesta, kjer Sveto pismo govori o določeni temi. Kjer Sveto pismo omenja določeno besedo in seveda s tem naredimo to, kar smo rekli, da moramo biti zmeri pozorni na celotno Sveto pismo. In zdaj bomo naredili prav eno vajo v tem. Bomo šli spet na Biblijo.net in bomo pogledali eno stvar, ki nam pomaga. Zdaj bom šel nazaj, bom šel na iskanje besed, zdaj bomo ostali samo v standardnem prevodu. Grem na iskanje besed in zanimala me bo beseda kraljestvo. Pa zato, ker ima slovenščina različne končnice, bom dal tlele zvezdico. Pa ker sem zelo pohlepen, bom hotel imeti po 100 zadetkov naenkrat. Ja, sem jih videl, jih je 400. In zdaj, v bistvu ugotovim, mene pravzaprav stara zaveza ne zanima. Bom tlele odklopil staro zavezo. Bom rekel, ok, samo v novi zavezi mi išč. Dam še enkrat izpis, ok, 156 zadetkov, 147 vrsticah. Zdaj lahko bi tukaj tudi odklopil še kakšne druge knjige, recimo, ampak zdaj bom šel drugač, zdaj bom na dnu tukaj, kot vidite, kje smo zdaj, dol. Ja, na dnu je seznam knjig, koliko zadetkov v kateri knjigi je. Ne? In vidimo, recimo, v Matejem evangeliju je 53, Markov 18 in tako naprej. In zdaj jaz rečem, seveda Božje kraljestvo, ker to me zanima, v bistvu Božje kraljestvo se v evangelijih omenja kar naprej, to približno vem, kako je, ampak me pa zanima, kako pa je v drugih knjigah. No in bom tlele, lahko grem na APD 8 in se mi bo seznam odprl od tle naprej. In se pravi, zdaj imam pa v bistvu samo še zadetke v drugih knjigah.
kjer berem, kaj druge knjige Nove zaveze govorijo o Božjem kraljestvu. Pa lahko bi bil recimo še malo bolj siten, lahko, kot sem rekel, lahko tudi to takole naredimo, da tlele izklopim knjige, ki me ne zanimajo, bomo začeli s Pavlom, gremo še enkrat iz Piši. No, imamo zdaj Pavlova pisma, zdaj jih pa samo še 23 vrstic, ne? To pa je zdaj že obvladljivo. No in tukaj zdaj mene zanima Božje kraljestvo. Zanima me predvsem, kako pisma govorijo o Božjem kraljestvu, a se govori o Božjem kraljestvu kot nečem, kar šele prihaja, nekaj, kar bo, ali nekaj, kar je že tukaj. In berem, Božje kraljestvo ni jed in pijača, se pravi sedanjost, Božje kraljestvo nič ni v besedi, temveč moči, sedanjost. Ali ne veste, da krivični ne bodo deležni Božjega kraljestva? Prihodnost, ne obrekljivci, ne ropani, ne dediči, ne bodo dediči Božjega kraljestva. Spet prihodnost. In tako naprej, ko grem skozi ta seznam, odkrijem to, kar smo tudi omenili, to napetost med že in še ne. In presenetljivo je, da znotraj iste knjige, znotraj prvega pisma Korinčanom, Pavel o Božjem kraljestvu lahko govori hkrati na enih mestih kot o realnosti, ki je zdaj tukaj, na drugih kot o realnosti, ki še prihaja in ki je še pred nami, v katero bomo vstopili ali po smrti ali ob drugem Jezusovem prihodu. Skratka, to nam omogoča iskanje po Svetem pismu na ta način, nam omogoča na ta način raziskovati stvari in vstopati v to celotno sliko Svetega pisma. Na ta način se lahko izjemno veliko naučiš. In spet je zelo preprosta stvar. Zanima, kaj Biblija govori o tem, kako je s tem. Napiš not, da je zvezdico, malo išč, malo poglej, kje knjige te zanimajo. Aplikacija YouVersion ima sicer tudi iskalnik, ampak ga v bistvu ne priporočam, ker je zelo osnovno iskanje in ne deluje najboljš. Za najbolj res, kaj bom rekel, primitivne stvari pa je na voljo. No, pa še ena druga vrsta orodja, se mu pa reče svetopisanski slovar. Spet nekaj preprostega, kar bi vam zelo priporočil. Vsaka izdaja standardnega prevoda, ne samo študijska, ki imam tle v roki, ampak vsaka izdaja standardnega prevoda ima na koncu knjige slovar. Tukaj zdaj v študijski izdaji izgleda takole. Ampak tukaj not so kaj? Tukaj so razložene, bom rekel, svetopisanske besede. Zdaj, sploh dobeseden prevod Svetega pisma rabi slovar. In recimo tukaj not najdemo besede, kot so razložene besede, kot so angel. Kako je s tem? Zvemo, da ta beseda pomeni glasnik v bistvu. In da ni nujno, da je to neko angelsko bitje, duhovno. Tako preprosto glasnik. V grščini, hebrejščini ta beseda v osnovi to pomeni. Potem recimo razloži besedo ime, biblično ime, kaj pomeni v imenu in tako naprej. Kako, ne? Ali pa kri, kako je, kjer je vse konotacija med beseda kri v Svetem pismu. To najdete že v slovarju SSP. Potem pa, ampak to je tak manjši slovarček na koncu, no? Ampak obstaja pa svetopisanski slovar tudi kot posebna knjiga in tlele imam primer enega hrvaškega, vidite, koliko debela knjiga, to je rečnik biblijske teologije, velik 100 strani, nisem šel niti gledati, ampak čez 1000 strani ima. No, tukaj gre pa za isto, samo veliko bolj detaljno. Naprimer, recimo geslo evangelije po hrvašk je obdelano na 2,5 straneh drobnega tiska in ima 5 razdelkov. Evangelij v Stari zavezi, evangelij pri Jezusu, evangelij pri apostolih, evangelij pri Pavlu, evangelij pri Janezu. Se pravi, to je pa orodje, ki nam pomaga posamezne pojme jeti bolj v globino teh pojmov. Recimo človek je na 5 straneh. Kaj je vse človek? Tukaj imamo antropologijo. Ali pa recimo ljubezen, ljubav, 6 strani. Ljubezen v Svetem pismu. Se pravi, taka orodja so potem, ko se hočeš poglobiti v razne biblične koncepte. Seveda obstajajo angleški slovari, tudi taki bolj obsežni. Theological Dictionary of New Testament, recimo, je eno takih. To so zelo koristna orodja tudi za poglobiti se v določene besede, določene koncepte. No, potem pa kot zadnje tako
orodje, konkretno bi pa omenil pol še komentarje. Komentarji so lahko k celotnemu Svetemu pismu ali pa k posameznim svetopisanskim knjigam. In tukaj gre v bistvu za podobno stvar, kot pri študijski Bibliji, sam veliko bolj natančno, podrobno. Tukaj pa gremo res, da govorimo o razlagi, ki gre v podrobnosti, ki je lahko tudi že malo bolj strokovna, ki jo rabiš za kak prevod ali kaj tasga. In bom omenil tri. Za začetek recimo bom omenil tole primernega komentarja. Tole je Janezov evangelij, Gospel of John, David Ford. Se pravi, tukaj not je komentar Janezovega evangelija, 484 strani ima, se pravi, tukaj pa gre vrstico po vrstico, razlaga stvari, odpira stvari, razpira stvari. Drug primer, F.F. Bruce, tole je komentar Kološanom, Filemonu in Efežanom, 442 strani. Tukaj gremo pa v detajle. Se pravi, tako stvar pa rabiš, ko bi se res rad v kakšno posamezno svetopisansko knjigo poglobil in šel globi, šel raziskati, kaj se dogaja v detajle. No. In še tretji primer, ki ga pa nimam v fizični obliki, ga imam samo digitalni, je pa Craig Kinner, The IVP Bible Background Commentary, New Testament. Se pravi, New Testament Background Commentary se skrajšano tudi reče. Tukaj gre pa za celo novo zavezo, to je pa 816 strani, tukaj pa razlaga ozadje, predvsem to kulturno ozadje raznih ali dogodkov, ali pojmov, ali idej, ki jih najdemo v novi zavezi. Izredno, to je en boljših komentarjev, tudi zelo priporočam. Ne? No, tukaj zdaj, ko govorimo o komentarjih ali pa tudi vseh ostalih orodjih, ki smo jih zdaj našteli, seveda moramo biti pozorni na nekaj. Če nekaj raziskujemo, pa če vidimo, da se kompletno neodvisni komentarji ali pa opombe ali kakorkoli, če se ujemajo, pol zelo verjetno je nekaj na tem. Tukaj seveda tukaj smo na človeškem področju, to so ljudje, so naši bratje pa sestre, ki se pač tako kot vsak od nas tudi oni trudijo po Svetem duhu prav razumeti in razložiti Sveto pismo, ampak so zmotljivi tako kot mi. Ampak če vidimo, da se pa zelo različne razlage komentatorjev ujemajo, je pa to pomeni, da je zelo verjetno ta razlaga drži. Se pravi, kadar raziskujemo kaj zelo, recimo potencialno spornega, je dobro res pogledati več teh komentarjev. No, recimo, ko sem pisal članek Osnovna oblika cerkve, sem to osnovno tezo, da je v tem, zakaj gre v tej vrstici, ki jaz reče, tam, ko sta dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi. Na kaj se to nanaša, kaj je tukaj v ozadju tega, tukaj sem šel 8 različnih komentarjev preveriti in sem videl, da vsi, najprej sem sam razmišljal, kaj bi to lahko pomenil, sem si tudi napisal neko razlago in potem sem šel gledati te čisto različne neodvisne komentarje in sem videl, da govorijo enako. Dobil sem še malo seveda večjo, širšo sliko, ampak tukaj pol vidiš, da si na pravi poti, ko nekaj razlagaš, nekaj tako konkretnega. Seveda tako kot sem že pa na začetku omenil, moramo pa tudi vedno paziti na te doktrinalne leče, tradicionalne leče in tudi seveda, zdaj, če beremo recimo samo razlagalce iz naše denominacije, so to evangelijski kristjani ali so to katoličani ali karkoli, potem seveda bo tle soglasje, ampak to še ne pomeni, to samo pomeni, da smo brali samo ene, ki imajo ista očala gor. Mi je dobro gledati še koga, ki ima druga očala gor. Tako, zdaj smo prišli do konca. Mislim, da z vsemi temi orodji in pristopi, predvsem pa s pravo držo, s pravo ljubeznijo, da imamo zdaj dost osnove, da se Svetega pisma lahko lotimo kompetentno, pogumno, veselo, z veliko potrpežljivosti, z veliko ponižnosti, pa predvsem z veliko volje, pa želje po poslušanju Jezusa in delanju tega, kar prav, da smo res lahko njegovi učenci in da lahko delamo učence, ki pa delali učence.